Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. V športnem parku v Domžalah je na sporedu še predzadnje dejanje 22. kroga prve lige Telekom Slovenije. Ob Kamniško Bistrico pa je pripotovalo moštvo sežanskega Tabora. V tekmi 10. kroga proti Kopru, obe tekmi pa je Tabor izgubil z 2-1. Salkič s strelom jih je nekako pošteno stabilizirala na varnih mestih za obstanek in so si takrat lahko tudi oddahnili in prigarali tisto željeno. Zdaj pa poizkus sprožil je Sikošek, nogometaši Tabora. No, tudi kar se tiče obrambe, zdaj pa počakajmo akcijo. Salkič s podajo, to zna biti nevarno, hiter je tam Dialo. Prosti strel Ibričiću, glavni sodnik Aleksandar Matkovič, njegova pomočnika danes Primož Perger in pa Žiga Šumer. David Šmajc je četrti sodnik ob robu igrišča, predložek Ibričića. Pa tam strel proti vratom, no tole pa je letelo v okviru vrat Bobičanca za končnih 3-1. Zmaga proti Gorici, no danes pa torej še dve tekmi, zaenkrat 0-0 v Domžalah, Eterna to še. No zdaj pa priložnost in Tabor je znal kaznovati. To je tisto, o čemer sem razlagal. Stančič, Dialo in pa seveda tudi ostali znajo hitro kreniti in presenečati. Zdaj smo vstopili v 60. minuto, ali bo Jakupovič prepustil to starejšemu, izkušenejšemu Senijadu Ibričiću, ampak tudi Arnel Jakupovič je že znal elegantno zaključevati takšne akcije in to mu je tudi uspelo. Kakšen gol zdaj Arnela Jakupoviča. Ja, to so potrebovali morda danes Domžalčani, da se znova aktivirajo in vrnejo nazaj v igro in vnovič mojstrovina Arnela Jakupoviča. No, kot tudi Tabor je zdaj še 15-tič prejel gol, vsaj en gol. Zaenkrat Kolobarič in Mihaljevič. Ja, dobro so tole zdaj odpeljali na drugo stran, na levo, pa žoga pri Dialoju. Tolič, Dialo, tudi tole mimo okvirja vrat Mulaliča. Senijad Ibričić, bomo videli, ali se bo odločil za direkten prosti strel ali bo le iskal tam Kolobariča, Slobodan Vuk, Jakupovič, tudi Vuklišević, visoki so fantje Domžalčanov. Nevarno je bilo tam tudi nekaj gneče pred vrati Koprivca, padal je Vuklišević, kar lepo večkrat v začetnih enajstericah ta nogometaš. Predložek zdaj in najvišji skok v Antonio Azinović. Zdaj pa Ibričić prevzema izvedbo iz kota. 12. kot zdaj že, ja, kar hitro se obrača Števec. Koto, priložnost in Domžalčane do preobrata. Vuklišević pa za 2-1 trese mrežo Tabora, potem ko so Sežanci seveda bili deležni ofenzive Đuranovićevih fantov, ki niso popuščali in koti so danes bili tista Zadovoljni smo sigurno zmago z rezultatom. Vedeli smo, da nas čaka težka tekma, da se je Sežana dobro postavila in da bodo iskali svoje priložnosti na kontranapade. V prvem polčasu smo začeli nekako diktirati igro in tempo smo držali nekako v svojih nogah, ampak ena napaka in vodstvo Tabora, ampak v drugem polčasu smo nekako mirno nadaljevali, stopnjevali pritisk. Danes zadeli iz 2 prekinitev, ki so nam prinesle točke, fantje so bili nagrajeni za svoj trud, tako da smo zadovoljni. Dobro smo se pripravili na nasprotnika, sicer na začetku malo trpeli, vendar potem smo si začeli ustvarjati priložnosti, smo tudi zadeli, nekako stvari so šle v našo smer. Potem pa v drugih polčasih smo šli z enakim načrtom kot v prvega. Iskali smo še ta drugi gol, vendar ta zadetek iz prostega strela po prekršku, ki po našem mnenju ga ni bilo. Številne druge odločitve sodnika so šle
nam v škodo. Tako da z tega vidika res ne moramo biti zadovoljni, ker je nekdo drugi vplival na potek tekme in škoda je, da so protagonisti nekdo drugi, ne igralci, vendar tako je. Kaj čemo, na koncu smo dobili v zadnji minuti gol, spet z prekinitve iz kornerja. Žal mi je, sploh za igralce, ker so dali res svoj maksimum, izgarali na igrišču, pokazali in tudi kvaliteto, in vendar rezultat se nam žal ni šel. Čestitamo z tega vidika domačinom in gremo naprej.